Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o eni izmed najvplivnejših oseb v zgodovini človeštva. O zgodovini, o Jezusu iz Nazareta. Ne glede na to, ali verjamete v Boga, ste kristjan, agnostik ali ateist, je dejstvo, da je bil Jezus oseba, katere življenje in učenje sta spremenila tok zgodovine. Vplival ni le na eno izmed največjih svetovnih verstev, temveč tudi na temelje sodobne morale, prava, človekovih pravic in kulture, kot jo poznamo danes. Čeprav ni napisal nobene knjige, ni vodil vojske in ni imel politične funkcije, se je njegovo ime omenja že več kot 2000 let. Njegovo učenje pa je navdihovalo idejo o enakopravnosti vseh ljudi, odpuščanje namesto maščevanja, spoštovanje posameznika in služenje drugim kot oblika moči. Danes se bomo poglobili v resnično zgodbo njegovega življenja. Predstavljaj si, piše se leto 5 pred našim štetjem, v majhnem kraju z imenom Betlehem, v današnjem Izraelu. Revnemu judovskemu paru se rodi otrok Jezus. Zgodbo o njegovem rojstvu si verjetno že slišal, a veliko podrobnosti iz svetopisemskega pripovedovanja je v resnici napačno razumljenih. Na primer, Jezus ni bil rojen v čisti leseni štalici, kot jo ima tvoja mama postavljeno pod božičnim drevesom. Takrat so bile štale pogosto kar v jamah. Predstavljajte si, roditi otroka v temni votlini, obdan z vonjem živali. Prvi obiskovalci so bili verjetno pastirji in ne trije kralji. Modri iz vzhoda, magi, so prišli šele pozneje, verjetno 2 leti po rojstvu, kar razlaga dejstvo, zakaj je Herod ukazal pokol otrok do 2 let. Po obisku templja v Jeruzalemu 40 dni po rojstvu so Jezusovi starši najprej odšli nazaj v Nazaret. Nato pa, ko so 3 modrici dejansko prispeli in ko je Herod izvedel za novorojenega kralja, je Jožef v sanjah prejel opozorilo in z družino pobegnil v Egipt. Herod je bil resnična zgodovinska osebnost, zloglasen, paranoičen in krut človek. Tako zelo, da je celo ubijal lastne sinove. Rimski cesar Avgust je rekel: bolje je biti Herodova svinja, kakor njegov sin. Po Herodovi smrti so se vrnili nazaj v Nazaret, kjer je Jezus živel do 30. leta. Čeprav svetopismo ne pove veliko o njegovem otroštvu, vemo, da je Herodov sin takrat gradil mesto Seporis, le nekaj kilometrov stran od Nazareta. Verjetno je Jezus s svojim očetom Jožefom, ki je bil tesar, delal na gradnji mesta. Ko je bil star 30 let, se je Jezus podal v kraj Betanijo, kjer je njegov bratranec Janez Krstnik ljudi krščeval v reki Jordan. Od tistega trenutka se je začelo njegovo javno delovanje. Preden je začel učiti, je Jezus 40 dni preživel v puščavi, kjer ga je skušal hudič, a Jezus se je vzdržal. Zatem je šel iskat svoje prve učence, ribiče, pobiralce davkov, preproste ljudi. In skupaj z njimi obiskal poročno slavje v Kani, kjer je naredil svoj prvi čudež. Vodo je spremenil v vino. In to je bil šele začetek. V Kafarnaumu je ozdravil človeka gobavosti, bolezen, ki je bila v tistem času neozdravljiva in zaznamovana s sramoto. To dejanje je pomenilo nekaj več. Vsi so vedeli, da lahko takšno bolezen ozdravi le Mesija. Ljudje so mu začeli množično slediti, a ne vsi. Verski voditelji so v njem videli grožnjo. Jezus ni bil tiho. Po poročilih evangelistov je trdil, da je Božji sin. Preden je bil Abraham, sem bil jaz. Z drugimi besedami, jaz sem večni. Jaz sem isti naziv, kot ga je Bog uporabil pri Mojzesu. To je bilo za voditelje preveč in so ga želeli ubiti. A Jezus je svojo pot nadaljeval. Potoval je skozi Galilejo, obiskal 9 glavnih mest, med njimi Magdalo, odkoder je bila Marija Magdalena, in Cezarevo Filipovo, pogansko mesto, ki so ga Judje imenovali kar vrata pekla. In ravno tam je Jezus izjavil: zgradil bom svojo cerkev in vrata pekla je ne bodo premagala. Po 3 letih potovanj in učenja je Jezus odšel v Jeruzalem. Tam je očistil tempelj, izgnal trgovce in napovedal, da bo kralj. In to ne na način, kot so si Judje predstavljali, ampak za zmago nad smrtjo. Judje so ga zelo lepo sprejeli z osličkom in raznimi rožami, ko je prišel v Jeruzalem. A kmalu zatem so ga ti isti ljudje aretirali, zaslišali, mučili in križali, z napisom nad glavo: kralj Judov.
Zanje je bil poraženec. A 3 dni kasneje je zgodba dobila nepričakovan preobrat. Po poročilih evangelistov naj bi bil grob prazen, kar potrjujejo celo nasprotniki Jezusovih privržencev, ki so širili razlago, da so njegovi učenci telo ukradli, kljub temu, da naj bi bil grob varovan. Čeprav tega zgodovinsko ne moremo dokazati z gotovostjo, velja prazni grob za pomemben del zgodnjega krščanskega izročila, ki ga tudi nasprotniki niso zanikali, le drugače razlagali. Kasneje se je začel Jezus prikazovati svojim učencem in jim obljubil nekaj večjega, življenje, ki premaga smrt. Kmalu zatem pa so vsi njegovi učenci odšli po svetu, kjer so učili njegove nauke. Skoraj vseh 12 Jezusovih učencev naj bi po zgodovinskih virih umrlo nasilne smrti. V teh poročilih ni znakov, da bi se kdorkoli od njih odrekel zgodbi o vstajenju, niti pod grožnjo mučenja ali smrti. Vendar kaj to pove zgodovini? Če bi si učenci te dogodke, kar se je dogajalo, izmislili, bi se kdo od njih verjetno zlomil pod mučenjem in priznal, da je bila laž, ali si vsaj poskušal rešiti življenje. Ampak zgodovinski viri tudi zunaj svetega pisma kažejo, da so Peter, ki je bil križan na glavo, Jakob umorjen z mečem, Tomaž zaboden v Indiji, Andrej križan na X križu, Pavel obglavljen v Rimu. In to ne zaradi politične koristi, slave ali moči, ampak zato, ker so bili globoko prepričani, da so Jezusa po smrti videli živega. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.